smo preveč panični, je res treba nasilno umreti? Do hišnih ljubljenčkov znamo biti mnogo boljši. Česa nas je strah? Nas mora biti strah. To so razmišljanja Vlaste Nussdorfer, zbrana v delu Živi in pusti živeti. Varuhinja človekovih pravic, pravnica in ustanoviteljica Društva za pomoč žrtvam nasilja, humanitarka in pisateljica je v pogovoru z Andrejo Jernejčič v novomeški knjižnici Mirana Jarca razkrivala drobne, a pomenljive resnice življenja o stiskah ljudi, strahu, vrednotah, njeni 9. knjigi in delovanju pri Belem obroču. Živi in pusti živeti je čudovita knjiga, ker je nekako, čeprav je išla lani, že napovedala moje novo delo Varuhinje človekovih pravic. V njej je zelo veliko tematike prav na to, kako naj živimo, da ne prizadenemo drugih, da smo strpni, da nismo nasilni, da pazimo na invalide, na vse drugačne, skratka, da pustimo živeti tudi drugim. Tema bo predvsem dobrota, težave, s katerimi se ljudje ukvarjajo, kako jih rešujejo. Vse to gre tudi v kontekst dejavnosti knjižnice, ki s svojim knjižnim gradivom tudi nudi to vrstno literaturo ljudem za njihovo izobraževanje, samoizobraževanje. Knjiga 33 kolumn ob 9. letu delovanja Belega obroča ni le hvalnica življenju, čeprav je na svoj način tudi to. Pisala sem jih za spletni portal Jusinfo, kjer sem bila 6krat med najvplivnejšimi pravniki in tako so me prosili, da pišem o aktualnih temah. In očitno v nekem obdobju je bilo veliko take tematike. V tem hipu samo varovanja človekovih pravic, kajti vse nove kolumne, odkar sem varuhinja, so posvečene prav temu. Torej, kako živeti in sobivati z drugimi, katere pravice so kršene, kako to popraviti in kaj ugotavljam kot varuhinja. Knjiga ne sporoča carpe diem, ne naroča uživanja kar tako, ničevo z bleščečim potrošništvom, zabavo in brezdeljem, pač pa razčlenjuje, kako živimo tukaj in zdaj in išče poti, kaj lahko storimo, da se naše življenje obrne na bolje, ne samo za nas, tudi za druge. Vsak lahko naredi marsikaj, torej najprej pri sebi, da ne pričakuje preveč pri drugih in potem seveda lahko v tem nestrpnem svetu, polnem krivic, seveda tudi krize vseh vrst, preživi in živi. 23. februarja letos je Nussdorferjeva za 6 let prevzela vlogo varuhinje človekovih pravic. Na tej funkciji je še toliko bolj v stiku s stiskami ljudi. Veliko je revščine, sociala je na preizkušnji, pravna država je na preizkušnji, ali deluje pravosodje, ali je pravočasno v svojih odločitvah. Pozna pravica, vemo, da ni pravica. Veliko je tudi seveda težav z novo zakonodajo, ki predvsem jemlje in ne daje. Obračajo se predvsem tisti, ki težko najdejo drugačne poti rešitve svojih problemov. Tu gre za invalide, otroke, njihove starše, gre za starejše osebe, gre za tudi duševne bolnike, ki so porinjeni na rob. Skratka, za ljudi bomo rekli z obrobja družbe, ki pa so zelo pomembni, vsak od njih je zelo pomemben in družba, država jih ne sme pozabiti. V teh neljubih situacijah pa nastopi varuhinja s svojimi sodelavci in poskušamo narediti, kar se da, ker varuh ugotavlja kršitve človekovih pravic na relaciji posameznik-država. Torej, ali delujejo institucije, ali delujejo dovolj hitro. Skratka, pomagamo ugotavljati, če kje zadeve zastanejo, če bi bilo potrebno določeno zakonodajo spremeniti. Skratka, tam, kjer ljudje, posamezniki trčejo ob zid države. Evro od vsakega prodanega izvoda knjige Živi in pusti živeti je namenjen Belemu obroču Slovenije.